našega svetnika dobiti. Vedno sem počaščena, kadar si vzamete čas. Ja, ne? Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za izjemen prispevek k oblikovanju slovenske kulturne identitete prejme ob 100-letnici delovanja Narodna galerija Zlati red za zasluge. Začetki Narodne galerije so pravzaprav neverjetni. Septembra 1918 so njeni ustanovitelji začeli brez prostorov za galerijsko dejavnost in brez ene same umetnine. Vedeli so le, da slovenska umetnost obstaja in da potrebuje svoj dom, svojo akropolo. Danes je Narodna galerija osrednja državna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji in hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja. Ni slikovitejše ponazoritve moči odločnosti, podjetnosti, sodelovanja, požrtvovalnosti in predanosti. Ni preprečljivejše podobe zavezanosti, odličnosti in skupnosti. Pred 100 leti je končevala velika vojna, čas je bil za velike načrte in velike začetke. Ustanovljeno je bilo društvo Narodna galerija. Prvo razstavo je pripravilo v prostorih Kresije, drugo na Velesejmu. Prevzelo je mestno umetnostno zbirko in v manj kot 10 letih za svoje delo pridobilo poslopje Narodnega doma, palače, ki je 20 let prej ob robu ljubljanskega Tivolija zrasla iz narodnega navdušenja in prispevkov številnih Slovencev. Sledile so prve pomembne pridobitve z nakupi in zlasti oporokami in donacijami posameznikov. Društvo Narodna galerija je ob praznovanju svoje 10-letnice decembra 1928 v 12 prostorih Narodnega doma postavilo na ogled razstavo 230 slik, 132 kipov in 746 del na papirju. Narodna galerija se je iz sanj pobudnikov in ob visoki kulturni zavesti vseh Slovencev naglo razvijala v eno najvidnejših kulturnih in umetnostnih ustanov. S skrbnostjo in strokovnostjo je prepričala donatorje, da so ji zaupali, z veliko poteznostjo je navduševala obiskovalce. Na podlagi strokovnega uspeha je začela uživati velik ugled v slovenski javnosti. Ivan Zorman je postal prvi ravnatelj Narodne galerije. Do leta 1950 je izpeljal vse obnovitvene akcije v Narodnem domu, hkrati pa je s pomočjo umetnostno-zgodovinskih strokovnjakov, ki so galeriji zvesto ostali ob strani od vsega začetka, zlasti Izidor Cankar, France Mesesnel in France Stele, oblikoval in dopolnjeval stalne zbirke. Končala se je tudi druga vojna in leta 1946 je Narodno galerijo pod svoje okrilje vzela vlada Ljudske republike Slovenije. Društvena ustanova se je preimenovala v Državno galerijo in dobila trdneje določeno organizacijo, a tudi že resno prostorsko stisko zaradi vse številčnejših razstav in prenapolnjenih depojev. Drugi ravnatelj je bil Karel Dobida, ki je galerijo vodil do septembra 1964.
Sistematično je prirejal vsakoletne razstave in dopolnjeval vrzeli v umetnostno-zgodovinski stroki in v vednosti vseštevilčnejših obiskovalcev. Prvim monografskim razstavam Ivana Groharja in bratov Šubic so sledile leta 1951 velika monografska razstava Fortunata Berganta, 1959 razstava srednjeveške freske na Slovenskem in 1961 barok na Slovenskem, v letih 1960 in 1964 pa razstavi starih tujih mojstrov. Pred pol stoletja je galerijo o 50. obletnici vodila Anica Cevc. Veliki jubilej je počastila razstava Umetnost 17. stoletja na Slovenskem, ki je obsegala slikarstvo, kiparstvo, iluminirane rokopise, grafiko in umetno obrt. Sledile so še številne razstave, vse odmevne, prelomne in zgodovinske, ob tem pa je Narodna galerija s prevzemom stavbe Kluba delegatov stopila v novo obdobje stavbnega razvoja. Začele so se priprave na gradnjo prizidka. Samostojni Sloveniji je Narodna galerija leta 1995, ravnatelj je bil tedaj Andrej Smrekar, poklonila veliko razstavo vseslovenskega značaja. Veleprojekt Gotika v Sloveniji je zajel vse umetnostne zvrsti in celotno slovensko etnično ozemlje, hkrati pa je odprl vrata novega galerijskega poslopja ter tako zaznamoval svoj imenik v zgodovini Narodne galerije. Dobila je novo krilo z razstaviščem za občasne razstave, z galerijsko etažo za evropsko zbirko, z depojskimi in garažnimi prostori, sodobnimi pisarnami za strokovne delavce ter prostori za knjižnico, fototeko in fotoatelje. Vse to pa je omogočilo posodobitev muzejskih standardov. Manjkajoča povezava med Narodnim domom in novim krilom je dotlej oteževala delo. Septembra 2001 je nova steklena avla oba dela povezala. Danes je Narodna galerija večja, lepša in bogatejša, kot je bila kdajkoli. Je skoraj popolna. S pred kratkim dokončano celovito prenovo Narodnega doma in pridobitvijo novih prostorov smo dobili kompleks, sestavljen iz 3 enot, ki skupaj ponujajo skoraj 13.000 kvadratnih metrov tlorisnih površin, od tega jih je 4.000 kvadratnih metrov namenjenih razstavni dejavnosti. Narodna galerija je naš ponos. V njej so naš najstarejši križ, robovodnjak, impresionisti, Kobilčina Kofetorica in Mušičeva zbirka. V njej nenazadnje je že skoraj 40 let tudi škrat Gal. Stavba Narodnega doma je od leta 1993 kulturni spomenik. V prvih letih naše narodne samostojnosti je bila upodobljena na Slovenskem Bankovcu. Zadnja prenova, ki jo je vodila sedanja direktorica Barbara Jaki, je hkrati zgled sodobnikom, poklon ustanoviteljem in vabilo obiskovalcem. A zdaj ne več le slovenskim. V 100 letih je Narodna galerija postala ne le varen dom slovenske umetnosti in nacionalni ponos Slovencev, ampak tudi odprt prostor srečevanja umetnosti sveta. Ob tem, prav v zadnjih letih, čedalje samozavestneje stopa v svet tudi sama. Pred nekaj leti je tako v Parizu predstavila veliko razstavo impresionistov. Zgodovina Narodne galerije ni le 100 let uspehov in dosežkov njenih 5 ravnateljev in ravnateljic, je predvsem dosežek znanja, razgledanosti in odgovornosti premnogih strokovnih sodelavcev, kustosov, konservatorjev, raziskovalcev in drugih. Z njimi je Narodna galerija v celoti izpolnila nalogi svojih ustanoviteljev: varovati umetniško dediščino slovenskega naroda in jo na vrhunski strokovni ravni predstaviti javnosti. Presegla pa je tudi njihove sanje. Skozi vojne in mir, skozi več držav in sistemov, skozi premene časa in pogleda je postala reprezentativna zbirka našega likovnega snovanja ter se potrdila kot temeljni del in bistvo naše kolektivne zavesti in samozavesti tudi za prihodnost.
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani visoki gostje, vse lepo pozdravljam. Posebej izrekam dobrodošlico novemu ministru za kulturo. V imenu Narodne galerije, vseh svojih sodelavcev in v svojem imenu se vam, spoštovani gospod predsednik in članom Komisije za državna odlikovanja, iskreno zahvaljujem za to izjemno čast, ki našim prazničnim dnem daje nepozaben pečat. Leta 1918 so Narodno galerijo njeni ustanovitelji pospremili z vznesenimi besedami. Zasnovali so Akropolo slovenskih lepih umetnosti, najvišjo ustanovo naroda, ki naj izbere in ohrani najboljše umetnine vseh časov. Narodna galerija naj razkrije vsemu svetu obstoj in bogatstvo naše upodabljajoče umetnosti in naj doseže visoko kulturnost Slovencev. S tem apelom na slovensko javnost je bilo pospremljeno rojstvo galerije, temu apelu smo ostali zvesti do danes. Pred 100 leti ob svoji ustanovitvi Narodna galerija ni imela niti ene umetnine, ni imela svojih prostorov, niti ne stalne zbirke. Danes celoten kompleks obsega več kot 13.000 kvadratnih metrov, hranimo skoraj 15.000 umetnin, samostalna zbirka jih šteje prek 600. Narodna galerija je osamosvojitev Slovenije in vstop v Evropsko skupnost dočakala pripravljena na svoje novo poslanstvo. Skrbimo za slovensko umetnostno dediščino in razcvet kulturnega življenja. Oblikujemo bogat razstavni program in raznovrstne spremljajoče dejavnosti. Verjamem, da smo s tem prispevali k boljšemu položaju kulture v naši družbi. Danes je Narodna galerija ena od pomembnih osi za oblikovanje državljanskega ponosa in nacionalne samozavesti. Ob njeni stoletnici raste zavedanje, da ključni temelj naše kulture ob jeziku in prostoru je in ostaja likovna umetnost. Narodna galerija skrbi, da se to zavedanje na kar najbolj žlahten način širi med vse ljudi. To je mogoče zato, ker je v 100 letih vztrajno rasla, ker so jo naši predhodniki gradili z vizijo in visokimi etičnimi načeli, jo modro vodili skozi vse zgodovinske premene, videli priložnost v problemih in ne problemov v priložnostih. Visoko odlikovanje zato sprejemam v imenu vseh naših predhodnikov, ki so tlakovali pot za današnje uspehe. Ponosni smo na prenovljeno palačo, novo stalno zbirko, retrospektivo slovenskih impresionistov, na gostovanje v Parizu, pomembne in obsežne donacije. Ponosni smo na vedno večje število obiskovalcev, med njimi je zelo veliko mladih, kar je za današnji čas ultimativen dokaz, da se naši napori, navdušenje in strast, ki jo vlagamo v delo, zrcalijo v okolju. Obiskovalci Narodno galerijo spremljajo in sprejemajo kot svojo duhovno last. Za odmevnimi dosežki nikoli ne stoji en sam človek, ampak uigrana ekipa sodelavcev, ki bi se jim rada ob tej priložnosti posebej zahvalila za visoko profesionalno delo. Prosim, spoštovani gospod predsednik, spoštovani visoki gostje, za aplavz za celotno ekipo, ki je zaslužna za galerijsko rast v zadnjih letih.
Ja, hvala.